v bistvu cel svet se nam dobesedno podre. Dostop do kakšnih elektrarn, vse to, kar naenkrat rata dostopno, tistemu, ki ima pač kvantni računalnik. Nekdo bi lahko Mercator pike udaril. Kaj bi si jih nabal, Taužen pik. To je oddaja Na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način, zelo po domače. Če ti v družbi nerodno vprašati o kakšni stvari. Vprašaj najo in posnela bova odgovor. Vprašanje pošli na info@decrypt.com oziroma info@dakript.com. Zadnjič sva obljubila, da bo Marka Tarmana, ki se ukvarja z rudarjenjem in ima dolgoletne izkušnje, vprašala, kako lahko kvantni računalniki vplivajo na Bitcoin, torej na Bitcoinov algoritem in na podpise. In danes je z nama Marko. Živijo, Marko. Zdravo, živijo. Sem vesel, da sem lahko spet v vajni družbi. Midva še bolj. Upam, da gosti pa sploh še bolj. David, boš ti zastavil prvo vprašanje? Bom. Marko, kaj sploh pomeni kvantni računalnik? Mi da so prejšnjič nekaj improvizirala, ampak ti kaj več veš, kaj je kvantni računalnik? Po pravic bi rekel, da je moje znanje kvantnega računalnika dosti podobne vajnemu. Kakor razumemo, trenutni računalniki delajo na ena pa na nuli. Se pravi, ali signal elektrika gre skozi čip ali ne. Medtem ko to pomeni, da lahko v kvantnem primeru je pa teh bitov več. In ker je več bitov, pomeni tudi več možnih kombinacij in zaradi tega so tudi te izračuni precej hitrejši. In še ena velika razlika je, da trenutni računalniki delujejo na zakonih matematike, medtem ko kvantni računalniki naj bi delovali na zakonih fizike. Okay. Tako nekako sem jaz razumel, več pa ne znam razložiti, iskreno. Pa se v krogih rudarjev, ki pogovarjate med sabo, kakšne bi bile priprave ali pa kaj bo, če pride? Prav veliko ne. Seveda se kdaj menimo od tega, ampak mislim, da je tukaj vsem jasen, da rešitev bo prej ali slej najdena. Pa v bistvu so problemi dosti večji, lahko poleg Bitcoina bomo imeli veliko večje probleme v drugih aspektih življenja. Se pravi, govorimo, če je kvantni računalnik deluje stabilno in uspe razbiti kriptografijo. Seveda, mislim, na kaj vse vpliva to? Zdaj se omenil že, če deluje stabilno. Moramo vedeti, da trenutno, mislim, da 10 minut lahko deluje brez... Ne, nekaj milisekund. Milisekund, vidiš, par trenutkov. Ja, in zadnjo sem bral neko analizo ali raziskavo, da bi mogel kvantni računalnik delovati ne vem koliko ur ali celo dni, da bi razkril privatne ključe enega voleta. Tako da kle smo še precej daleč, da bi se to dejansko realiziralo. Še ena druga raziskava, pa se ne spomnim zdaj, kje sem prebral, je omenjal, da bi vsaj oziroma okoli 20 let še trajalo, da bi prišli do nekega stabilnega kvantnega računalnika, ki bi bil stabilen pač majčkeno dlje, kot pa zdaj. Poleg tega moramo najti en zelo stabilen in velik vir energije zraven njega, da bi ga napajali. Kar nekaj izzivov je še. Ja. Ampak na kaj vse, če nadaljujemo tam, na kaj vse lahko vpliva še pred Bitcoinom? Kje vse je kriptografija? Povsod okoli. Zdaj, če se prijavite v Facebook z geslom, tukaj je kriptografija. Če se prijavite v kjerokoli platformo spletno, je vzad kriptografija. Pa mogoče še to ni taka velika stvar, ampak če si predstavljamo, da vse vojske med sabo komunicirajo preko kriptografije, se pravi, skrivajo svoja sporočila, sem jaz prepričan, da bo vojska tista prva, ki bo hotela, predvsem govorim ameriška, kitajska vojska, ki bojo hoteli svoje sporočila skriti. Hotel sem reči, da Rusi pa Ukrajinci so se s Telegramom že zmenili. Ja, to je druga zgodba.
No, ampak vse glih. Zdaj, če si predstavljamo, da ima nekdo v rok kvantni računalnik, ki lahko to dešifrira, je to velik problem in preslej, celo mislim, da že obstajajo neki quantum proof načini kriptografije. No, Ne povezano z Bitcoinom, ne? To je pač čisto verjetno. Ja, seveda. Za kaj drugega. Ja. Zdaj, če se vrnem nazaj na to vojsko, zdaj, kdo bi dovolil, oziroma kdo bi si lahko prvošel, da so si njihove sporočila dešifrirane. Pa kaj je šele vse ostalo, kaj še v banki, certifikati, v bistvu cel svet se nam dobesedno podre. Dostop do kakšnih elektrarn, vse to, kar naenkrat rata dostopno, tistemu, ki ima pač kvantni računalnik. Nekdo bi lahko Mercator pike udaril. Groza. Ja, vidiš. Jih bom obvestil, da to obstaja možnost. Kva bi si jih nabal, Thousand pik. No, mislim, zdaj pa, če pogledaš tudi to, zdaj, kdorkoli bi hotel Bitcoinu kar slabega, bi v bistvu sam sebe v koleno streljal. Unka bi prvi pohekal Satoshijev wallet, bi takoj cel ekosistem okoli Bitcoina bi odreagiral in bi pač cena kreširala. Že, ampak lahko predpostavimo, da taki bi to delal nima Bitcoina ali pa nima interesa v Bitcoinu oziroma ima interes, da to Bitcoinu povzroči. Ne? Ja, v tistem trenutku pa tudi, zdaj, če smo čisto realni, Bitcoin ni več tisto, kar bi bil, ne? Pa moramo najti alternativo. Tudi evro oziroma dolar ni več tisto, kar je bil in nekdo ga je pohabil in zato imamo Bitcoin. Veš, mogoče konec koncev Bitcoin pa ni tisti holy grail, veš, mogoče je še kaj božga. Pa mogla še ime podcasta spremeniti. Ja. Ne, definitivno je Bitcoin najboljš, kar poznam. Drži, in nikoli ne vemo, je to, ne? Ja. Vedno moramo biti pozorni, vedno moramo spremljati, kaj se dogaja in predvideti vse možne scenarije. Če bi bili kriptografi, bi verjetno pomagali, ne? Da bi bili pripravljeni, ampak mi dva sam govoriva, tako da ne znava računati. Ampak kriptografi se verjetno ukvarjajo s kvantnimi računalniki in kot smo zadnjič razpredali, verjetno bodo se ukvarjali z dešifriranjem trenutne kriptografije, hkrati tudi kreirali kriptografijo, ki bo odporna na kvantne računalnike, ker si težko predstavljamo svet, da bo imel samo en pol kvantni računalnik, ampak jih boste verjetno imela 2 ali 3 poli. Zdaj, če poenostavimo, ali pa v realnem svetu to imenujemo Rusija, Kitajska, Amerika, verjetno se bodo mogli en pred drugim ščititi, ne? Torej bo quantum proof kriptografija kar hiter na voljo, ker jo bodo mogli sami ti fanti razviti in takoj, ko bo na voljo, je lahko verjetno tudi v Bitcoin pa še nekam upeljajo. Implementirati, tako je. Vse te forki pa update Bitcoin omrežja se dogajajo skozi se bojo. Tako da tukaj mislim, da ne bi smel biti tak problem. Tudi na te vrste adres, ki jih imamo, se pravi Segwit, P2, kaj je že P2, PK in tako naprej. To so vsi updati zaradi raznih slabosti prejšnjega. Ja, tukaj lahko tudi povemo ravno to, kar si na začetku omenil, da najprej so ogroženi Satoshijevi kovanci, ker so na najstarejšem tipu naslova. Zdaj sodobnejši naslovi so težje razvozljivi, potem kar vemo zdaj oziroma potem kar vejo zdaj, pa verjetno lahko ta tip naslova tudi še zamenjamo, ne v prihodnje. Seveda. Kaj bi pa pomenil za rudarjenje, če bi lahko nekdo izkoristil moč kvantnega računalnika? Verjetno bi lahko dokaj hitro našel rešitve za bloke. In s tem bi pospešil verigo, blockchain verigo. Koliko časa? To govorim hipotetično. Če to se zgodi, koliko časa? To je 14 dni, ne? Oziroma koliko blokov, da se prilagodi potem težavnost?
Tudi če se prilagodi, on lahko prilagodi se ne na 14 dni, prilagodi se na 2016 blokov, na število blokov. Tako da v bistvu bi zelo hitro ful povečal težavnost, ampak verjetno bi prej ali slej tudi kvantum računalnik lahko obupal oziroma bi zmanjkalo težavnosti oziroma range v težavnosti mogoče. Kaj to pomeni, da bi zmanjkalo range? Sprav težavnost je v bistvu ogromna cifra, to je ne vem koliko trilijonov, pa mogoče se še tukaj motam, ampak težavnost si prilagaja, to so tiste nule na začetku izhodnega lonca in v bistvu te nule so heksadecimalna števila. To je v bistvu 16 znakov, ki predstavlja števila. In ko zmanjka teh števil, mislim, da je ne vem koliko znakov je lahko vse skupaj v tem target difficulty, ko zmanjka tam možnosti, takrat je pač ne moreš več večati težavnosti. Ampak to je res ogromna cifra. Zdaj mislim, da nismo tudi na 5%. Ne. Aha, no, ampak sej teoretiziramo, filozofiramo z pomanjkljivim znanjem, ampak sem še enkrat, če kvantni računalnik uspešno začne rudariti bloke, težavnost se poveča, verjetno bi zelo hitro on izločil vse ASIC farme, se pravi farme trenutnih računalnikov, ki računajo bloke, in bi ostal sam. Predvidevamo, filozofiramo, da bi bil samo en kvantni računalnik iz razlogov, ki smo jih prej navedli, da je to zelo težko narediti, veliko količino energije imeti, verjetno se ne bodo kvantni računalniki kar ko gobe po dežju potem pojavljali. Kaj se lahko zgodi, če eden sam rudari celo omrežje? Ja, no, ti bi uporabljal tako omrežje. Verjetno ne. Verjetno tudi ustavili svet ne bi tega uporabljal in verjetno bi cena Bitcoina v takem primeru padla, oziroma če ne bi več uporabljal Bitcoina. Sklepam. A je možen hiter fork, da bi ta del rudarjev z ASIC-i forkov na način, da kvantni računalnik ne bi mogel uganjevati blokov, oni pa še naprej? Mislim, že je to nekaj... Verjetno bi to že prej naredili. Se pravi, to je pa tisto, kar smo se zgovarjali od quantum proof kriptografije. A je, se pravi, moramo biti pripravljeni prej, ne? To je zaključek tega. Ja. Kaj pa druga stvar? Se pravi, če izkoristi moč kvantnega računalnika, lahko vpliva na pretekle transakcije oziroma double spenda? Ja, verjetno lahko nazaj zasuče seveda blockchain. S tem, ko potrdi stare transakcije oziroma stare bloke hitrejš kot pa vsi ostali. In na nek način lahko v bistvu tudi tiste prve transakcije spremeni. Sprav iz bloka, iz Genesis bloka, dejansko lahko šel računati celo svojo verigo. Kaj to pomeni? Ja, ko se je tisti prvi blok, ki je bil, ki je se to še zagnal celo Bitcoin omrežje, če bi šel kvantum računalnik računati te bloke, bi dejansko verjetno lahko ujel današnji blok, 800,000 pa nekaj, in s tem bi to tudi postala najdaljša veriga in v omrežju je tista veriga pravilna, kaj je najdaljša. Se pravi, s tem bi zmanipuliral in v teoriji vse kovance pripisal sebi. Recimo. Ali pa nobenemu, ali pa karkoli bi želel, oziroma karkoli incentiv imel. Vrednosti, se pravi, če bi si jih pripisoval sebi in to zelo hitro in očitno, da bi vsi videli, bi postali nič vredni, ker jih nihče ne bi uporabljal. Ne? Ja. Sprav, šlo bi za uničenje tega protokola. Tako, dobesedno, ja. Ok, dobro. Se pravi, kaj smo se zdaj naučili? Ali da imamo... Da rabimo quantum proof. Pred temu pa še, da se malo pomirimo, da to ni tako blizu. To res ni. Tukaj so šele zametki, kar zdaj delajo inženirji. Tako da mislim, da smo res še zelo, zelo delač. No, super, pozitiven zaključek te debate, preden gremo naprej. Se pravi, imamo še kar nekaj let pred sabo in verjetno bomo v tem času našli rešitev. Jo moramo najti. Pa ne zaradi Bitcoina, zaradi vseh ostalih stvari, ki so bolj kritične. Zdaj nekdo bo rekel, kaj je pa bolj kritičnega od Bitcoina. Ja.
No, super, hvala, da si naju pomiril in tudi najne poslušalce. David, kaj imamo še naprej? Vprašanje za Marka. Najprej, da vas spomnim, da smo z Markom že imeli en pogovor, smo govorili o rudarjenju v osnovah, tako da dajte poiskati to epizodo podcasta. To je bilo 3 mesece nazaj, kaj tazga, 4. Ja. Marko tako na zelo res preprost način pove, kaj pomeni rudarjenje in boste ugotovili, da to ni človek kako pleniki, ampak poslušajte, pa boste videli. No? Ja, tudi mi sva razumela. Ja. Deva še povabiti poslušalce na najn YouTube kanal, kjer smo objavila tudi video Marka, ki predava o rudarjenju. Ja. Ja. Na najskeš konferenci. Tako da ja. Poglejte, poslušajte. Drugačno vprašanje je pa, opazili smo, da je mempool po dolgem času prazen. Se pravi, mempool je baza nepotrjenih Bitcoin transakcij in se je pred kratkim spraznil. Kaj to pomeni, Marko, sploh za rudarje in njihovo profitabilnost? Vemo, da rudarji dobijo, ko zadanejo blok, dobijo nagrado za ta blok. 3,125 ja, Bitcoina in pa vsa nadomestila, ki jih uporabniki plačajo za transakcije, ki so jih vključili v ta blok. Provizije, ja. Ja. Se pravi, če je zdaj transakcij manj, ki jih rudarji potrebujejo, si predstavljam, da dobijo tudi manj provizije. Kako to vpliva na profitabilnost? Mislim, ja. Vemo, kako to vpliva, ampak kaj na rudarje, ki trenutno rudarijo, kako to vpliva? Zdaj, cela industrija rudarjenja je v bistvu strmi k temu, da so čim bolj efektivni. In tisti, ki niso efektivni, se pravi tisti, ki imajo zelo velik strošek proizvodnje enega bitcoina kot podjetje, tisti so zmer bolj v škripcijah. Pa niti ne samo zato, ker je manj rewarda, tudi zato, ker je zmer več konkurence. In na koncu dneva oziroma na koncu bo tisti rudar, ki je najbolj efektiven, tisti, ki ima najmanj stroškov. In tudi v tem primeru z manj transakcijam, z manj provizijam, hvala Bogu, ostaja še zmeri block reward, ampak tudi ta se vsake 4 leta manjša. In cel sistem Bitcoina je bil zasnovan tako, da nekako bi mogle transakcije potem skozi čas nadomestiti block reward. Jaz mislim, da to se še zmeraj bo zgodilo, ampak vse zdaj lahko vidimo, da ljudje ne uporabljajo toliko blockchaina za transakcije, ampak bolj za shranjevanje vrednosti. Si želite bolj razumeti ta kriptosvet in kako si pomagati z Bitcoinom? Vas zanima, kaj so to kriptoprevare ali pa morda ne razumete vsega, kar slišite o oddaji na Coinu? Fantje na portalu Decrypt vam vse to razložijo tako, da vam bo vse jasno. Že v 1 ali 2 urah boste na svet financ gledali drugače in bili z Bitcoinom bolj po domače. Obiščite portal decrypt.com in se prijavite na izobraževanje. Če pa vas zanima trgovanje kriptovalut in kako priti do ogromnih vsot denarja, vam ne znamo pomagati. To počnejo špekulanti, bankiri in drugi prevaranti. Ja, trenutno tako izgleda. Noben noče premikati, se pravi plačevati z njim. Ja. Je pa res, da je še Lightning, kjer se vse transakcije ne vidijo na Bitcoin blockchainu. Tam se transakcije še vedno dogajajo, kakor vem, promet raste na Lightning omrežju. Tako da ne pomeni, da Bitcoina ne uporabljajo za plačevanje, pomeni, da ga, samo ne premikajo ga na osnovnem omrežju. Verjetno je pa razlogov več. Poleg tega, da je cena trenutno dosti visoka, pa manj ljudi mogoče pošilja Bitcoin okrog. Po drugi strani pa verjetno na to vpliva tudi kakšen ETF skladi. Misliš, da je to tudi kaj vpliva na to? Ziher, mislim,
zdaj ti večji investitorji, tako kot če investirajo, pa naredijo par transakcij. Če pa, mislim, kot alternativo Bitcoina pa investirajo tudi seveda v podjetje, kot je MicroStrategy. Mislim, da pred kratkim je Norveška investirala v MicroStrategy 500 milijard ali nekaj takega. Kot ni en državni sklad, ne njihov. Ja. No, se vrnem k vprašanju. Se pravi, vprašanje je bil, zakaj je tako malo transakcij, če se ne motim. Čist komentirali smo to, se pravi, da jih je manj ali pojav ETF-a vpliva tudi na to, poleg na visoke cene recimo, ali pa še kaj drugega. Jaz bi rekel, da ne. Jaz bi rekel, da največ transakcij tako kot delajo retail userji. Se pravi, jaz tisti večji investitorji dvomam, da delajo toliko veliko transakcij, da bi se to res... Tista, ki si imenata. Midva. Polneva. Takrat, ko je bil poln mempool, sva si midva pošiljala sam pa tja. Škaj, družinsko večerjo sem imela oba, da sem zdaj napadla. A že kakšen rudar zapira svoje operacije v tem času, ko se je mempool sprazno, ali smo še prezgodaj? Mislim, da zaradi tistih 2 blokov ni zdaj to takega velikega efekta. To je bila 2 ali 3 bloki. A je pri trenutni ceni, a je profitabilnost v povprečju rudarjev dovolj velika, da imajo še kaj bufferja, ali po tvojem mnenju so kakšni tudi pri tej ceni na nitki? Ja, če si rudar v Sloveniji, si bil na nitki že 3 leta nazaj. Zdaj vse je važno, kakšne stroške imaš. Jaz bi rekel, da nekje povprečje je okoli 5 centov. Nek povprečni rudar, ki se res ubada s temo profesionalno. 5 centov na kilovat, pardon, ja. Se pravi, to je 50 evrov na megavat. In tisti, ki imajo tako ceno, so še zmeraj, jim gre še zmeraj v redu. Medtem ko kdor je okoli 10 centov, ima pa že kar probleme. No. Seveda, klej toliko kombinacij možnih, kakšna je efektivnost rudarjev, ali so to novejši rudarji, ki proizvajajo več hash rate za manj elektrike, ali delajo mining farme curtailment, kar pomeni, da ugašajo operacije v primeru pomanjkanja elektrike v omrežju in s tem dobijo kompenziran. Tako da tukaj je res veliko nekih spremenljivk in težko odgovorim direktno. Je pa trenutno spet rekord, v težavnosti, a je, se ne motim. Ja, tudi hash rate, mislim, da okoli dobrih 800, ja. Novi rekordi. Seveda hash rate raste, ampak vse umirja, no. Kaj to pomeni? To pomeni, da minerji še vedno verjamejo v to omrežje, še vedno investirajo v nove naprave, da so vsi hkrati prižgani. Jaz bi rekel, da je veliko je inštitucijskih rudarjev, se pravi podjetij, ki kotirajo na borzi, kjer so direktorji plačani zgolj na podlagi rasti hash rate. Okay. Se pravi, folk, ki fura te farme, te podjetja, imajo dejansko samo eno nalogo in to je, da rastejo. In na koncu imajo vzad kakšne sklade, prodajajo svoje delnice, izdajajo obveznice za to, da se pokrivajo. Ampak na koncu hash rate z tega raste, čeprav oni niso profitabilni. Ogromno podjetij ni profitabilnih. Se pravi, delujejo kratkoročno zgolj zaradi dobička, ki ga imajo posamezniki, ali kaj je njihov namen? V Ameriki tako, da vse, kar hočejo investitorji oziroma lastniki, je vrednost delnice. Pri njih je samo to pomembno. In če je več hash rate, je ponavadi tudi delnica raste, načeloma. In v bistvu večji težavnosti sledi tudi kasneje cena Bitcoina, imam prav, zgodovinsko gledano. Zato, ker oboje raste, ja. Zdaj ne bi pa rekel, da je to povezano eno z drugim. Seveda, zato, ker večja kot je cena, večje marže so, za rudarja v fiatu. Ja, seveda.
Elvis, imaš ti še kakšno vprašanje Ja. za Marka? Ko smo glih pri ceni, to nedeljo smo bili priča hitremu padcu cene, tako Bitcoina kot vseh ostalih shitcoinov. Zgodil se je tako imenovan dip, cene so se usule, pa ne samo na kriptotrgih, tudi na ostalih trgih. Pa me zanima, v kakšni poziciji so rudarji, torej tisti, ki računajo transakcije z računalniki, ki upravljajo tako imenovan proof of work, primerjavi s tistimi, kako naj jim rečem, ki niso rudarji, ki stejkajo kriptovalute, ki ne poznajo proof of work blockchaina in s tem, da imajo velik delež v tej kriptovaluti, potrjujejo transakcije. Ali je res, da lahko taki, kako se tem reče, oni niso rudarji, ampak so kaj so, stakeholderi, kako je to po slovensko? Potrjevalci. Potrjevalci Ne vem, lahko likvidirajo ogromne količine teh kriptovalut, povzročijo še dodaten padec, medtem ko rudarji, ki imajo pa denar vezan v računalnik, v ogromne farme, imajo fiksne stroške, kako reagirajo na tak dip, na padec, hipen padec cene? Jaz bi rekel, da normalno niso veseli. Ampak treba je vedeti, da ta dip, ki je bil zdaj, v bistvu cena padla na kaj, pred pol leta je bila nekaj taga cena? Ali pa Par še mesecev prej? nazaj. Par mesecev nazaj. No, in zdaj v bistvu oni so na istem kot par mesecev nazaj. Nihče ni zgradil farme v enem mesecu, pa je šel zdaj online. Tako da dejansko so si ti rudarji na istem, samo vmes so imeli nek premium, če z drugega zornega kota pogledamo. Okay. Tudi pa tako, kot sem rekel, ben rudar ni v tej igri na short term, tako da vsi gledajo dolgoročno. Hkrati pa, če pridejo težave, da niso profitabilni, preprosto izdajo obveznice, govorim za te javna podjetja, prodajo nek del svojih delnic, so da lahko pokrijejo operacije in čakajo, da bo pač cena Bitcoina toliko višja. Lahko tudi prodajajo del svojega Bitcoin inventorja in da na tak način pa pokrivajo v bistvu te izgube. Ampak se, tako kot pravim, mislim, da ta dip za rudarje načeloma ni bil tako ogromen, ker so na istih vrednostih kot pa 2-3 mesece nazaj. A lahko rečemo, da so torej kovanci, ki so na proof of work blockchainih, bolj varni pred takimi nenadnimi padci kot proof of stake kovanci? Ja, dober point, ja. Dejansko rudarji ne bojo tako hitro ugasnili. Seveda imaš rudarje, ki ugasnejo v trenutku, ko niso profitabilni, ampak veliki teh rudarjev, ki pa ne morejo se tega prvošati, ker imajo pogodbe za odjem elektrike in tako naprej. Medtem ko pa v proof of stake primeru pa verjetno lahko to precej lažje naredijo. Čeprav mislim, da tudi so neke pogodbe, kako dolgo lahko stekaš pa tako naprej. Ampak na ta del se pa ne spoznam tako, da bi lahko boljš komentiral. Hvala. Marko, hvala za današnji skok v epizodo. Ja, super te je bilo spet imeti, pa se kaj novega naučiti. Ja, hvala za povabilo. In upam, da se odzoveš še na kakšno povabilo. Ne? Z veseljem. Okay, hvala. Hvala vama. To je reklama za Bitcoin Shop. Mater direkten. Kaj pa tam dobiš? Ledger, Trezor, Bitbox, kar si zaželiš. A to so denarnice? Strojne denarnice. Še kaj? Knjige, recepte, križanke, kape, šale. Kakšne šale? Slabe, kakšne pa. www.bitcoin-shop.si Ali www.bitcoin-shop.si. Stane, a boš ti zdaj navijal za Lakers ali ne? Jaz nič ne navijam. Vsak je toliko malo v klopčič zvijem kakšno volno, to je pa to. Ti za ceno navijaš, ne pa za tele košarkaše. Ja. Okay. Bolj slabo spremljam to košarko. Jaz sem bil pa kar živčen, no? Tako da sem mislil, da je res 1. april. Ja, pa ni bil. Skoraj celo noč nisem spal. Pa šel kaj v Vogue, Kalifornijo malo pogledati. Ja, jaz sem pa že karto za Dallas. A res? Ja. Mene pa to res nič ne prizadane. Ne, nisem jo lažem, no. Ja. Imel pa naš premijer, to pa vem. Pravilno, pameten. No, jaz imam pa eno vprašanje zate, da vidimo, tudi o premijeju bova govorila. Kaj je slabše to, da finančni minister ne razume, kaj je to denar, odkot izvira in kako ga upravljati?
Kaj je slabše? Ja. Ja, to, da je šel Luka v LA. Ne? Ne, slabše je to, da razume, ampak kljub vsemu dela slabo za nas. Drugo vprašanje. Imaš prav. Kaj je slabše kot to, da predsednik vlade ne razume Bitcoina? On verjetno ga razume, ampak je plačan, da ga ne razume. Tako, to, da ga pozna in se ne želi naučiti, kako bi bil lahko koristen za Slovenijo. Čakamo, ni kolega Klemen dal celo knjigo? Ja, mi vemo, da ima on knjigo Bitcoin Ja, ja. Standard v slovenščini. Kaj je slabše kot to, da predsedniki uprav naših bank ne ločijo med Bitcoinom in alternativnimi kovanci? Slabš, kaj pa vem, kaj je slabš? Ne vem, kaj je To, slabš. da jih oni dobro ločijo, ampak jih namenoma mečejo v isti koš. Dobro. No, v kakšnem svetu živimo? Hvala za odgovore na vprašanja. Pojdimo naprej. Si kar sam odgovoril, to je v redu. To smo malo presenetili. Ja, malo sem te mogel. Ja. Tudi za 1. april nekaj pripravljam. Se že veselim. Ja, povej mi, kakšne so novice v svetu Bitcoina, kaj je najavil Tether? Tether je najavil, da bo lansiral USD, se pravi dolar, coin na Bitcoin omrežju. Kaj to točno pomeni? Kako? Kaj to točno pomeni? Kaj to točno pomeni? To pomeni, da trenutno je Tether izdajal dolarski kovanc, se pravi stabilni kovanc vezan na vrednost dolarja, na različnih omrežjih, Ether, Solana, Tron, ne vem kaj še. Zdaj je pa dodal še Bitcoin omrežje in sicer tako osnovno Bitcoin omrežje, kot kar drugi nivo, Lightning. S tem govori, da je prišel dolar, digitalni dolar, v tem primeru na najbolj decentralizirano, varno omrežje in najhitrejše omrežje. Izkoristil je neko nadgradno, Taproot funkcionalnost, ki omogoča, da se izdajajo, lahko rečemo, shitcoini na Bitcoin omrežju, in to je Tether naredil. Se pravi, lahko se žetoni izdajajo tudi na Bitcoin omrežju. Ja. Ocenjuješ to za pozitivno ali negativno? Ja, ne vem, zdaj verjetno bo omrežje kot tako bolj uporabljeno kot do zdaj, ker Tether je največji stabilni kovanc in praktično skrbi za to, da se za likvidnost v kripto svetu. Vsi, ki trgujejo, bežijo iz nekih žetonov, kovancev, kratkoročno v stabilne kovance in tukaj ima Tether primat. Tako da z vidika prometa uporabe verjetno pozitivno, po drugi strani pa kaj pa Tether mora tudi določene stvari spoštovati, se pravi regulacijo, pomeni, da bo tudi blokiral določene transakcije. Tako da z tega vidika lahko razumemo, da bo zdaj na Bitcoinu nekaj cenzuriran. Ker osnova Bitcoina je glih ta, da je decentraliziran in je dovoljeno vsem opravljati transakcije. Ne? No, to bo zanimivo. Tether sigurno ne bo vsem dovolil, ker določene naslove ali pa določene institucije ali osebe so na nekih listah, s katerim on ne sme dovoliti, da se transakcije delajo. Tako da, kako se bo to odvilo? Ja, bomo videli, ja, kmalu. Prav, kaj se dogaja z WhatsAppom? Neki so prisluškovali, razbili kriptografijo oziroma so bili kar povabljeni noter. Ja, ena novica je bila, da neko izraelsko podjetje, ki se ukvarja z razvojem vohunske programske opreme, da je za določenimi uporabniki WhatsAppa vohunilo neki 10 uporabniki, kjer so prišli do osebnih podatkov, praktično do vseh podatkov o njih. Usmerjena kampanja, kaj to dokazuje, to, kar ves čas v bistvu upozarjava, ne? Da komunikacija
je spremljena, če se spravijo na vas, bodo prišli do podatkov, do informacij, ki vi mislite, da so dovolj zaščitene, ampak ob dovolj visokih sredstvih praktično pridejo do teh informacij. Ne? Zdaj, mogoče mi nismo primarna tarča, pa lahko uporabljamo neke programe, ki so malo bolj kriptirani, zato da ostane naša komunikacija zasebna, kar je tudi neka osnovna človekova pravica. Ne? Ja, tako je. Samo opomnik poslušalcem, da aplikacije kot so WhatsApp, Viber, Skype, kaj še uporabljajo, Teams in podobni, seveda niso zasebni. Kaj priporočava, da uporabljajo? Še kakšno priporočilo? So že to enkrat prejšnjo dajali, ali pa 2 oddaji prej, ne? So nekaj o tem govorila. Poslušalcev, kar drenajo vse. Vsi se drenajo, ja. Kaj uporabljamo? Simplex uporabljamo, naprimer. Kit je en izmed takih. Kaj je še tazga? Kako? Session, drži. Signal je en tak, se mi zdi, en umesen program. Ja. Se pravi, da uporabljajo tudi ljudje, ki imajo občutljive informacije, in jaz bi tudi rekel, da v Signalu, ker imajo upravljalec ima identifikator, to je telefonsko številko, da obstaja možnost, da ni več tako zaseben. Drži. In če to povežemo še z eno novico, in sicer kako nas lahko locirajo oziroma pridejo do naših podatkov, na začetku ne osebnih podatkov, ampak podatkov o naši porabi, ki pa jih lahko potem nekako zamenjajo na raznih tržnicah in pridejo dejansko do osebnih podatkov. Malo sem šel prebrati, en dober članek je, bova dala link v opis epizode, in sicer govori o tem, da v teh brezplačnih aplikacijah, vse, kar je brezplačno, vemo, da smo mi produkt, ne? Se pravi, se naši podatki prodajajo naprej. Tako da, ko vidite vi oglase, pomeni, da so že bili vaši podatki poslani naprej. In kaj razkriva tudi ta članek, da tudi če vi rečete, da ne dovolite pošiljanje podatkov o uporabi naprej tem podjetjem, se podatki vseeno pošljajo. Naprimer, primer je bil, ko uporabnik sploh ni imel nameščenega Facebooka, se pravi aplikacije Facebook, ampak podatki so šli na Facebook. Govoriva po različnih podatkih, stanje telefona, svetilnost, zaslon, stanje baterije. Tako, in povezano s tem en primer sicer ni potrjen, je pa domneva, da če Uber vidi, da nivo baterije pade pod določen procent, ti dvigne ceno prevoza, zaradi tega, ker ve, da boš mogel zelo hitro rezervirati in plačati. Tako da, ja, vse take stvari se manipulirajo s temi podatki. No, skratka, te podatke, ki v osnovi niso osebni, ampak bazirajo na nekih ID-jih, se pa vseeno lahko na določenih tržnicah, ki obstajajo, plačaš za te druge baze, kjer lahko ta ID uparaš, se pravi tvoj oglaševalski ID uparaš dejansko z tvojimi podatki in dobiš geolokacijo, dobiš ime, priimek in tako naprej. Tako da... No, tukaj moramo omeniti, da je vir teh težav predvsem ta duopol operacijskih sistemov na mobilnih napravah. Imamo Android in imamo Apple iOS. Alternativ je pa zelo malo. Sploh alternativ, ki skrbijo za večjo zasebnost, je malo. Prepuščene so skupnostim, se pravi, to so pogosto neplačani ljudje, ki razvijajo ene dele teh operacijskih sistemov ali pa aplikacij. In v resnici nimamo ful dosti izbire, ali pa če se odločimo za enega od teh operacijskih sistemov, imamo kar nekaj omejitev in so pogosto neprijazni, pa nevarni tudi iz drugih vidikov. Se pravi, ker ne sledijo teh varnostnim popravkom,
vedno dovolj hitro, nekateri sledijo hitro, drugi operacijski sistemi ali pa aplikacije manj, smo ranljivi tudi z drugih možnih napadov. En od takih sistemov, naprimer, je Grafin. Ne? Grafin, Calyx OS, /e/, kaj imamo še, Volaphone in podobni. Nekih je, no, ampak v primerjavi z Androidom pa iOS-om so kar zelo, zelo, zelo majhni in nišni. No, imamo še kakšno temo na temo zasebnosti? Imamo še kakšno novico na temo zasebnosti? Da me ti spomni, če imaš še kaj na zasebnost. Ali bo to? Mogoče lahko omenim tole, ne? Da je ameriško pravosodno ministrstvo v nekem primeru zavzelo mnenje, da denar ni lastnina in ga lahko zasežejo kadarkoli brez procesa. Država kreira denar, zato ni tvoj. Tvoj denar lahko obdavči, kar pomeni, da spet ni tvoj. In ga lahko porabi za neke namene, za katere ti ne glasuješ, ne želiš, in ga zapleni zaradi katerega koli razloga. Tako da, ja, to je en primer, zdaj bomo videli, kako se bo to razpletel, ampak to je dosti skrb vzbujajoče mnenje. Upam, da ne bo se tole. Ko se v Evropi pripravlja ta digitalni evro, nad katerim ima pa tako popoln nadzor centralna banka, ne? Drži. In kakšno rešitev predlaga vam? Na coinu, ne? Dogecoin, recimo. Na coinu. Imate Bitcoin ali ga še nimate? Bitcoina vam ne morajo vzeti. Bitcoina vam ne morajo zapleniti, ne morajo preprečiti, da pošljete transakcijo kamorkoli, kadarkoli, komurkoli. Tako da malo razmislite o tej alternativi. Ti kaj bereš? Pa ja, stalno nekaj preberem. Zjutraj nogavice, pa tiste rozine iz kosmičev prezajte. Ne, a kaj knjige bereš? A ja, knjige sem pa bral, veš, tista bralna značka Cankarjev pokal v hitrostnem branju, ali kaj je že bilo. Kaj pa če povem, da imamo v slovenščini kratke knjige, ki razlagajo Bitcoin? Res? Ja, v Bitcoin knjižnici jih lahko kupiš. S kodo na coinu dobiš 20% popust na posamezno knjigo. Popust? Ja, popust. Pojdite na www.bitcoin-knjižnica.si in ne pozab kode na coinu. Čakaj, si zapišem na coin, www.bitcoin-knjižnica.si. Ti rabiš očala, se mi zdi. No, ko smo glih pri CBDC-jih oziroma digitalnem denarju, digitalnem evru, sva na LinkedInu opazila eno objavo gospoda Marka Pahorja, viceguvernerja Banke Slovenije, ki mu je odgovoril predsednik Bitcoin društva Slovenije. Namreč pritoževal se je, da mu je prenehala veljavnost plačilne kartice in da so mu ugasnile tudi vse rešitve za plačevanje, ki ima vezane na to kartico, da ni mogel na bankomat itd. In se je seveda izkoristil to priložnost, da je oglaševal na novo prihajajoči oziroma v obljubah živeči digitalni evro. Toni mu je pa kar konkretno odgovoril, da... Lepo napisal, ne? Lepo je napisal. Ja, dobro je napisal, ja. Ampak preden prebereva to mogoče. Ja. So v bistvu, ja, je problem, ne, to je bil NLB, pač on ima očitno račun pri NLB in kartica pri NLB in mu je potekla, pač se zgodi. Zdaj pa on je začel tukaj, da ne more dvigati denarja, da ne more plačevati in tako naprej. Ja, res je to ena napaka, ki jo je NLB naredila, absolutno, se ne bi smel to dogoditi. Po drugi strani pa, če on res skrbi za svoj denar, ne, ker fiat sicer ni njegov, ne, ampak vseeno, če je to njegov denar, pa bi mogel sama tudi v tem preveriti, kdaj mu kaj poteče, ne pa vso odgovornost prevaliti na banko, ne, na nekoga drugega. Ne. In to je klasično. Ne. Jaz ne bom nič razmišljal, ne. Jaz nisem za nič odgovoren, za nič kriv, za vse so krivi drugi. Ne, ta prav fiat svet. Ne. To je res. In ja, kako ste rekel, izkoristil je priložnost, da bi pa vse to rešil digitalni evro. Ne.
Sicer ne vem, kako bi to rešil. Ja, ker je ista infrastruktura, isti nesposobneži bi skrbeli za ta digitalni evro. Moramo še omeniti dejstvo, ne, da je v resnici imela NLB težave z obveščanjem o tem, da kartice pretečajo, ampak to ni nič tazga, to se stalno dogaja. Mislim, ja, absolutno je napaka NLB-ja. Ki so jo tudi priznali in se za to upravičili. Ni pa to zdaj to, kar je gospod Pahor tukaj le naredil sceno. Ne? No, Toni Čepon, predsednik Bitcoin društva Slovenije, pa je pozoril na to, da še vedno imamo gotovino, ki lahko v takih primerih pomaga in da uvedba CBDC-ja samo zato, ker se občasno zgodi, da storitev pade, je kar malo smešna. To je tako, kot bi si nogo odrezal, ker se mi je noht vrazil. In s tem sem rešil, da se mi nikdar več ne bo. To lahko narediš točno 2-krat, pa je problem rešen. Kaj se zgodi potem? Ja, samo pa takrat obremenjevali in tako naprej. Zelo dober odgovor. Pozorni moramo biti na to, kako nam predstavljajo prednosti morebitnega novega digitalnega evra, kajti prednosti v resnici ni, oziroma jih ne poznamo, je pa kar nekaj nevarnosti. Ne? Ja, vedno nas bodite pozorni na to smo že večkrat rekla, ne? Na prednosti, ki jih bojo zagovarjali. Ne bo vam treba razmišljati, plačila bodo hitra, plačila bodo zasebna, transakcije bodo zasebne, vse je samo v vašo korist. To ne delamo zaradi nadzora, to delamo zaradi vaše, kako se temu reče, preproste uporabe, ne, uporabne vrednosti in tako naprej. To že vse obstaja. Ne? Ja, tako je. To že vse obstaja. Že dolga leta. Gre pa za to, da želijo totalno kontrolo nad izdajo denarja in to, kar smo že tudi večkrat omenila, določene funkcionalnosti, ki meni osebno niso všeč. Naprimer, programiranje denarja v smislu, da denar velja samo določen čas, da ga lahko porabiš samo na določenih prodajnih mestih in tako naprej. Kaj hočeš reči? Da bomo zaslužili plačo, dobili nakazano na svoj bančni račun, ki kao pripada nam in bo imel ta znesek rok trajanja? Da. Ojoj, krasna prihodnost. Da. Mislim, to drugače je že, ne? Ni to zdaj nekaj, kar je v teoriji, so pilotni projekti, kjer so na Kitajskem je to bilo že, pa zdaj se ne spomnim, kje še, v kateri državi, kjer dejansko so uporabniki dobili denar in je veljal, ne vem, nekaj mesecev. Ne? Če ga nisi uporabil, je pač prenehal veljati. To je to. Zdaj, če se to zgodi z nekimi subvencijami, ne? Ajde. Ne vem, prisilijo uporabnje prejemnike subvencij, da to uporabijo, ampak dajmo se zavedati, subvencije ni nič drugega kot davek, ki ga mi plačamo. Ja. Smo ga že plačali, a ga pa še bomo plačali. Ja. Tako da vse, kar je subvencija, vse, kar država, pa ne, kar poenostavil. Država nič dobrega ne naredi. Vsa sredstva, ki jih porabijo, jih uporabljajo na neučinkovit način, neekonomičen način. Pika. Konc. A si predstavljaš, da bi zdaj mi dobili na naš račun celotno bruto plačo? Ljudje sploh ne razumejo, kaj pomeni bruto. In ko bi videli, ko bi dobili na račun ta celoten znesek, pa bi pol sami bili odgovorni za to, da plačajo prispevke za pokojnino, pa za zdravstveno, pa za starševstvo, varstvo, pa za ŽBL, BDB, bi videli, koliko denarja gre državi. Mogoče bi kaj več ljudi začeli razmišljati, kaj pa za to dobimo. In se javno spraševati in mogoče tudi postaviti po robu tej praksi. Ne? Drži. In to jaz resnično želim. Odgovornost vsakega posameznika za denar, ki ga zasluži, naj bo na njem. In če je neodgovoren, bo pač nosil posledice. In tisti, ki so neodgovorni, seveda bojo vedno neodgovorni ljudje. Ja, lej, tako je. Skozi vso zgodovino se je pač to čisto redo razpletlo, ne? Tisti, ki niso bili odgovorni, so
ali so jim pomagali tisti, ki so imeli dovolj. Ne? Takrat ni bilo neke socialne države 100 let, 200 let, 300 ali kakorkoli že let nazaj. Tisti, ki niso imeli, ali so jim pomagali tisti, ki so imeli, ali so imeli pa pač, so mogli nekako drugače rešiti zadevo. Res je. David, peva na eno svetlo, bolj svetlo novico, oziroma na en projekt, ki smo ga opazili na internetu. To je spletna stran Bitcoin cene. Si jo pogledal? Bitcoin cene je super stran. To je ekipa Bitcoin društva Slovenije pripravila. Pejte na to stran bitcoincene.si, kjer boste našli cene v evrih in cene v Bitcoinu. In sicer za različne stvari, naprimer denar, nepremičnine, hrana in pijača, zdravila, izdelki, energija, storitve, restauracije. To je trenutno na strani. In ko boste kliknili ene izmed teh kategorij, se vam bo pokazal graf. Naprimer, glih kar gledam nova stanovanja, Slovenija, razmerje Bitcoin na kvadratni meter in evro na kvadratni meter. In vam lepo zriše graf, ki strmo pada desno navzdol. Kar pomeni, da je cena kvadratnega metra v Bitcoinu pada na dolgi rok. Tako da se splača tole pogledati, no? A si ti pogledal? Sem pogledal na hiter in zdi se mi fino. Mogoče so nam pa s tem ukinili rubriko, koliko to stane. Ne, niso. Banda. Ne boj se. Stane, ne boj se, še bomo imela, koliko to stane rubriko in sicer naslednjič. Tako, mogoče bo še boljša. Konkurenca je dobra, vidiš? Vedno. Še boljša. Vedno. Popolna konkurenca. Drugače pa ja, podatki, ki jih boste videli, prihajajo iz Statističnega urada Republike Slovenije pa geodetske uprave, tako da so ta pravi podatki, no? Super. Dajte izkoristiti, pogledati. Ko boste imeli koga, ki ne verjame v ta razmerja, kako se spreminjajo fiat oziroma evro, Bitcoin, dajte ga sem usmeriti, pa bo, mogoče bo pa videl, da res. Povezava na to stran bo objavila od spodaj, prav? Absolutno. Stane, koliko to stane, pa neč se bat. Bova naslednjič to naredila in bova konkurenčna. Tako je. Ja. In še en link bova v opisu dala in sicer govori o tem, malo nas spomne na naša otroška leta. Govori pa o seveda fiat denarju, fiat sistemu in omejeni količini denarja, to je, ki prenaša Bitcoin, in skozi prizmo otrok, ki se igrajo, s frnikulami kot nekaj, kar nismo mogli kar narediti, ne? Ker nismo tega znali. In potem je prišel en fant, ki je pogruntil, kako bi lahko to vse popriti izkoristil, začel listke namesto frnikul izdajati in s tem se naredi analogija s fiat svetom. Tako da taka simpatična zgodba, ki vam na malo bolj simpatičen način razloži razliko med fiat svetom in med Bitcoinom. No, ko si glih pri simpatični zgodbi in takem pozitivnem projektu, omeniva še video, ki se je nedavno pojavil na YouTubeu. O naju? Ne še, ne delajo Okay. še. Mislim, niso še razkrili, kaj vse delajo o naju, ker snemajo te dokumentarce, ne? Ja. Omen sem hotel video z imenom What's the problem, oziroma kje je problem, ki zelo na enostaven način razloži, kaj je denar, kje je problem v denarnem sistemu in seveda poda neko rešitev. Spomnim pa vas imena njega, zato ker so jo spet člani našega Bitcoin društva prevedli in ta video spremljajo tudi slovenski podnapisi in so praktično, video je praktično razumljiv vsakomur, tudi ki nima nekega predznanja o denarju ali Bitcoinu in bova tudi link na ta video s slovenskimi podnapisi podala. Priznam, da ga nisem šel gledati. Ne, ful je dober. Prav zelo enostavno razloži. Super je, no? Ja.
Ne bom Ja, pa. veš, da imajo zdaj v ZDA spet samo 2 spola. Ja, sem slišal. Ja? Sem slišal, da jih je Mislim, da imajo moške pa ženske. Joj. Ha? Kako so to poenostavili, kako pa bomo zdaj mi? Kako bomo živeli zdaj mi to? Kako se bomo zjutraj zbudili, pa bomo imeli samo toliko malo izbire? Samo v Evropi še ni tako, veš. Ja, vidim. Malo drugače. Trump. Ja, slišal, kaj neke carine je začel uvajati. Ja, sem slišal. In kar je začel streljati. Ne? Mehiko, Kanado, Kolumbijo in ne vem, kva vse je začel strašiti s temi carinami. Ne? Da se je hitro izkazalo, da je v zadnji neki drugega, ne samo carine kot carine, ampak malo ustrašati vse skupaj, zato da bojo neke dogovore sklenili, ki bodo seveda ZDA v korist. On pravi, da preveč stvari uvažajo iz teh držav in da se bori za to, da bi nekako zbalansirali to trgovino, ne? Da bi tudi oni ameriške stvari začeli kupovati, ampak to bo težko dosegel, zaradi tega, ker dolar je trenutno zelo drag proti ostalim valutam in pomeni, da so avtomatsko ameriški proizvajalci nekonkurenčni. Ne? Tudi če bi Amerika proizvajala nekaj, kar bi te države rable, so zelo dragi. Ne? Vemo pa, da je celotna praktično proizvodna šla ven iz ZDA, ne samo iz ZDA, vse tudi Evrope in vse je šlo na Kitajsk in še naprej dol. Tako da ne more to tako na hitro obrniti. Jaz mislim, da so te carine bolj nek strel, opozorilen strel, da bojo neke dogovore dosegli. Nek šok terapija, po kateri bomo... Ja, oni rabijo, se pravi, skreganje s tem, ne? Previsok dolar je, da bi lahko sploh druge države poprašvale po proizvodih, storitvah, ki jih trenutno ZDA proizvaja. Oni bi rabili zrušiti dolar, ker ga prej ali slej tudi bojo mogli zrušiti. In verjamem, da prihaja čas. Ne? Zato pa imate tudi malo vojne, kaj je Jerome Powell, ne? Pa Trump, se pravi njihov, kaj je to, šef centralne banke, ne? Ki ne zniža ključne obrestne mere dolarja, zato ker inflacija še vedno vztraja na nekih nivojih, ki so previsoki. Trump pa rab poceni denar, se pravi rab, da grejo obrestne mere navzdol, ampak ko grejo obrestne mere navzdol, pomeni, da je denar poceni, pomeni, da pride do inflacije. In tudi, če tako gledava, se pravi, na eni strani bo to povzročilo inflacijo, na drugi pa, a ne bo povzročilo to inflacijo, ko bojo carine zdaj uvedene za produkte, storitve, ki jih uvažajo iz držav Mehika, Kanada, Kolumbija in tako naprej. Ker to se bo prevalilo na uporabnike, ne? Cene bo šle gor. No, to je velja za ameriške uporabnike. Ja, seveda. In to pomeni tudi, da bo inflacija šla spet gor, ne? V Ameriki. V Ameriki. Ali pričakuješ, da bo uspel oslabiti dolar? Ja, jaz mislim, da je to njegov cilj. Da je to njegov cilj. Ne vem, kako bi drugače lahko sploh preživeli oni. Kako bi to lahko vplivalo na ceno Bitcoina? Mislim, kratkoročno mogoče bo kaj zanihalo, ampak dolgoročno, srednjeročno pa dolgoročno pa to pozitivno. Ne? Razvrednotiti, dajmo reči, še trenutno svetovno valuto, ne pomeni nič drugega, kot da mora ostale stvari, ki so omejene, pridobiti oziroma zadržati vrednost. Ne? To pomeni, da... Zelo preprosta logika. To pomeni, da tisti, ki držijo Bitcoin, bodo kupno moč nekako ohranili. Tisti, ki pa držijo ali pa... Shitcoin ali pa denar, ne? Bodo kupno moč zgubljali. Ampak to midva razmišljava. Zdaj, ni nujno, da je to prav, ne? Bomo pa videli čez čas, a je to je tako ali ni to tako. A smo midva kdaj povedala, da to, kar midva poveva, ni finančni nasvet, ampak da je to samo... Mislim, da so, ampak mogoče premalkrat, ne? Da je to samo in izključno domišljija in... Tako, to je najno mnenje in ne smatrate kot finančni ali naložbeni nasvet. Mislite svojo glavo. Predvsem mislite svojo glavo, ja. Namen tega je, da mogoče kakšno stvar
na kakšno stvar opozoriva, kako mi da to vidva, vi pa se odločite. In po pameti, ne, sej govoriva, da zdrava kmečka pamet je ta prava. Ne, in se mi zdi, da se v zadnjih tednih, ne pri nas še ne. Ampak to, kar se v ZDA dogaja, da so prvi znaki mogoče, da gremo nazaj k nekimi normalnimi stvarmi. Pa ne govorim o tem, da Trump dela dobre stvari ali pa da dela prave stvari. Ali pa... Rad bi sam to povedal, da so to nekako na pogled od zunaj logične in pozdravi pametni neke odločitve. No? Bomo videli, kaj bodo prinesle. Upajmo, da tudi nekaj več miru. Inač, še kaj tazga, skaj pozabil? Sigurno skaj pozabil. Sigurno sem, zato bomo imela pa še kdaj kakšno epizodo. Mogoče naslednjič. Inač, stante na coinu, zberite satošije, ne?